Martinovanje je nekakšno nadaljevanje jesenskih obredov spravila plodov in zaključek tega obdobja, ki ga imenujejo tudi jesenski pust. Je čas, ko se zaključi obiranje plodov do zadnjega, vključno z grozdjem, in nato sledi samo še mirno pričakovanje novega rojstva ob zimskem sončnem obratu. Je čas transformacije, ko mošt postane vino. To je čas, ko se po umirjanju pripravljamo na resnično poglobitev in transformiranje svojih negativnosti v konstruktivne ideje. Še danes pravijo, da moramo ob martinovanju delati inventure in poravnati račune z ljudmi. Ob tem času so značilne jedi iz prosene kaše. Nekoč je bil čas okoli Martinovega miren družinski praznik, le tekom časa je postal zelo skomercializiran. Martinovanje zaznamuje začetek naravne zime in je zagotovo tesno povezan z dnevom vseh svetih oziroma s predniki ali tako imenovanim dedi. Vsebina tega praznika je na voljo v našem drugem videu in v razširjenem članku. Ker je Goska tako rekoč razkrila lokacijo svetega Martina, ki se je skrival med njimi, da bi všel svoji odgovornosti sprejetja vloge škofa, je še do danes Goska žrtev Martinovega običaja, ki je nasledil starejši predkrščanski krvavi običaj žrtvovanja ptice. Ptica je simbol prehoda, prinaša duše na ta svet, duše odnaša v onostranstvo. Ptice srečujemo na starodavnih poročnih kruhkih, krušne ptičke pa so pri nas dobile dekleta na Dolenjskem ob vstopu v zrelo dobo s prvo menstruacijo. Več o martinovanju si preberite na naši strani svarunica.com ali veles.si.